Sodelujoči na posvetu so prisluhnili usmeritvam za razvoj nove kulturne politike in ob tem podali kar nekaj konkretnih predlogov. Sama sem izpostavila, da seveda podpiramo cilj dostopnosti oziroma decentralizacije kulture, pri čemer je pa zelo pomembno tudi neko stabilno finančna shema za kulturne domove, ki določeno profesionalno kulturo ponujamo v nekem lokalnem okolju. To se mi zdi en tak izziv, kako zagotoviti pomoč tudi takim, ki spadajo iz različnih razpisov. Tudi pri ustvarjalcih, ki različnih področjih delujejo in se potem prijavljajo samo na eno področje, dejansko bi bilo pa bolj smiselno, da jih podpremo z nekim celostnim razpisom, da se lahko več svojih interdisciplinarnih, transdisciplinarnih zadev lahko prijavijo. Na posvetu smo sicer slišali vse od predlogov do kritik, pa tudi izzivov, s katerimi se soočajo kulturniki v Posavju. V Big Bandu Krško denimo beležijo osip mladih članov. Tako da se trudimo povezovati z glasbenim šolam, da vsa ta množica učencev, učenk, ki končajo glasbeno nižjo šolstvo, da bi ostali kreativni na svojih inštrumentih, da bi se udeleževali tega družbenega življenja. Upam, da bojo uspehi, da se bo to popravilo. Trenutno naš orkester je bil pred 30 leti najmlajši v Sloveniji, Big Band Krško, danes smo pa poprečno starost imamo pa najvišjo skoraj v Sloveniji. Tako da tukaj je treba nekaj narediti. Udeleženci so izpostavili tudi vzgojo občinstva. Ker sem ljubiteljska kulturnica in pa seveda mati 4 otrok in se večkrat pride do nekega izziva, ko v bistvu ne razumeš kakšnega umetniškega dela ali pa predstave ali pa glasbe. Izziv občinstva je včasih pretiran oziroma nas občinstvo postavlja pred prevelike izzive, ko ne razumemo stvari, so premoderne in mogoče nas potem naredijo tudi, da nismo dorasli temu, kar nam poskušajo povedati. Na ministrstvu so že pričeli z reformo zaposlenih v kulturi. Pisateljica Stanka Hrastelj v zvezi s tem nima večjih pričakovanj, a spremembe kljub temu pozdravlja. Načeloma se mi zdi res zelo pohvalno, da se je začelo nagovarjati položaj samozaposlenih v kulturi. In tudi v našem okolju, torej v Posavju in v občini Krško, je kar nekaj samozaposlenih v kulturi. Jaz že leta, odkar imam status, opozarjam na težave z zelo konkretnimi predlogi. Do sedaj se ni spremenilo prav oziroma spremembe so v smislu promilov, če mislim pa, da se bo od danes naprej kaj poznalo, nisem optimist, žal. Po zaključku regijskih posvetov sledi obravnava prejetih pobud, predlogov in kritik. Poleti pa bo na vrsti naokrog javne razprave s kulturnimi delavci in organizacijami. Osnutek novega nacionalnega programa za kulturo bodo predvidoma konec leta obravnavali na vladi in nato še v državnem zboru.